Na letošnjem 36. mednarodnem otroškem parlamentu je 115 osnovnošolcev iz vse Slovenije končalo lani začeto razpravo o šolskem sistemu v Sloveniji. Otroci so o šolskih temah najprej razmišljali v 4 delovnih skupinah, nato pa so svoje ugotovitve in razmišljanja predstavili na plenarnem zasedanju. Osnovnošolka in mlada parlamentarka Sara Hrastar. Trenutno iščemo rešitve na podteme odnos in sodelovanja, vrednote, šola za življenje ter metode in načini poučevanja. Pri skupinskem delu sem sodelovala pri podtemi odnos in sodelovanja in v bistvu najbolj mi je bila všeč rešitev, da bi se uvedle govorilne ure za učence, kjer bi se v bistvu učitelj in učenec brez staršev dobila na eni uri in bi se pogovorila o sedanjem stanju pri tistem predmetu in iskala rešitve in izboljšave, kako bi lahko to izvedli še. Osnovnošolci si želijo številnih sprememb in jih tudi predlagajo. V razpravi je bila večkrat, morda presenetljivo, izrečena želja po večji avtoriteti učiteljev. Ti jo po njihovem mnenju danes vse bolj izgubljajo. Želijo si strogih učiteljev in kazni za učence, ki pravil ne upoštevajo. Melanie Mačko. Pri določenih posameznikih so učitelji proti njih nemočni, zato ker tu se tudi jaz včasih sprašujem, kako lahko užališ učitelja ali pa rečeš nekaj slabega tak proti učitelju, zato ker ne vem, jaz tega ne bi mogla narediti, zato ker jaz vem, da moram učitelja spoštovati, ne. In potem vedno delamo samo na tem, kako bi bil lahko pouk bolj zanimiv za učence, nikoli pa ne razmišljamo na to, kako se učenci obnašajo do učiteljev in dobesedno, da si včasih učenci ne zaslužijo, naprimer, da bi lahko šli pol ven, da bi se zunaj učili, da bi imeli učilnice na prostem. Včasih si učenci tega ne zaslužijo. Poleg želje po večji avtoriteti so predlagali tudi uvedbo vzgojnih map za tiste, ki motijo pouk in kršijo pravila. Razpravljali so tudi o ukinitvi številčnega ocenjevanja pri predmetih likovna, športna in glasbena vzgoja. Pri tem vprašanju mnenja niso bila enotna. Nekateri so opozorili, da so ti predmeti za učence, ki se nameravajo vpisati na glasbene, likovne ali športne srednje šole, izjemno pomembni. Poleg tega številnim učencem izboljšajo splošni učni uspeh in v nekaterih primerih jim prav ta dodatna ocena omogoči vpis na želeno srednjo šolo ali gimnazijo. Zato vprašanje ostaja odprto. Učenci si želijo tudi drugačnega pristopa k učenju in utrjevanju snovi. Mladi predvsem poudarjamo, da želimo manj učenja na pamet, se pravi manj nekega faktografskega znanja, več učenja skozi prakso in torej pomnjenja na daljši rok. Jaz menim, da bi mogli se za preverjanje, naprimer pred testi, nameniti 2 ali 3 ure in vsaki uri narediti nekaj. Torej 1 uro pač ustno ponavljati, 1 uro pač pisno preverjanje, pa ne vem, 3. uro še samo utrjevanje, pač da lahko učenec vpraša, kaj pa še učitelj enkrat razloži. Da bi res gradili osnove, da se bi učili osnove. Jaz vem, da NPZ so se poslabšali zaradi tega, ker kaj so NPZ? Polovica NPZ so osnove, kaj smo pisali. In če mi ne gradimo teh osnov, bomo mi precej slabše znali tiste snovi, kaj bi jih res mogli znati, ne? Tako načini učenja, zato ker jaz mislim, da v šoli ne poučujejo dosti, kako se učimo, pa načini, kako se učiti, sam rečejo, preberite 100 strani tega, pa se napiflite, pa potem, ko je pa konc testa, pa vse pozabiš. Dotaknili so se tudi problematike dolgotrajnega postopka pridobivanja odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Razmišljali pa so tudi, ali bi morali biti otroci, ki doma pomagajo pri kmečkih opravilih, upravičeni do pridobitve podobnega statusa, kot ga imajo mladi športniki ali kulturniki. Ti imajo zaradi svojih obšolskih dejavnosti statusom športnika ali kulturnika zagotovljene večje ali manjše prilagoditve šolskih obveznosti, ki jih običajni šolarji nimajo. Uvedba statusa kmeta je bila sicer že pred leti neuspešno predlagana, kljub temu pa se mladim parlamentarcem še zmeraj zdi nerazumno, da otroci, ki bodo lahko v prihodnosti skrbeli za našo hrano in okolje, s takim statusom ne morejo dobiti sistemske podpore. Njihove debate pa niso tekle zgolj o šolskem sistemu, pač pa so govorili tudi o spremembah, ki jih zaznavajo v odnosih. Tija Pesek. Menim, da v zadnjih časih, nažalost, tudi kot posledično zaradi razvoja družbenih omrežij, se naši odnosi tudi med učenci zelo slabijo. Spravi, vse bolj se oddaljujemo, ne znamo več stati skupaj kot razred in tudi vse več je posameznikov, ki gledajo samo nase in ne znamo več delovati kot skupnost.
Na njihove odnose pa močno vplivajo tudi družbena omrežja, pove Ota Mastnik. Po mojem bi mogli učitelji bolj razložiti učencem, se pravi posledice vseh dogajanj in dejanj na socialnih omrežjih. Definitivno o tem ne razglabljamo dovolj in učenci se ne zavedajo posledic, ki jih socialna omrežja v bistvu prinašajo. Družbena omrežja danes ne obstajajo več brez umetne inteligence in tudi mladi se pogosto srečujejo z njo. Prav zato so jo izbrali za temo za prihodnji 2 leti otroškega parlamenta. Razmišljajo Val Polanc, Jure Kolar in Jamara Tisa-Leben. Umetno inteligenco uporablja skoraj vsak iz zadnje triade, torej 7., 8. in 9. razreda. Pomembna je kot pri reševanju nalog, kot pri pomoči namesto inštruktorja. Meni se zdi to super tema, zato ker kot poznam vsi moji učenci rešujejo večino domačih nalog na umetni inteligenci. Zelo ni v redu, ker ne vejo, če to glavo preverjajo, nikomu se ne da preverjati. Umetna inteligenca je v bistvu zelo pametna stvar. Jaz imam zelo veliko sošolcev, ki to uporablja. Jaz sama nisem taka fenica tega, zato tudi doma mi moji starši učijo, da to ni pametno, ker če ne znaš uporabljati pravilno, ti lahko da čisto napačne informacije, ampak to, da se bomo zdaj o tem učili, se mi zdi, da je to zelo dobro, zato da se tudi tisti, ki še ne vejo glede tega, ali pa to preveč uporabljajo, da se bojo naučili, kako to pravilno uporabljati. Otroški parlament je priložnost tako za spoznavanje in izmenjavo mnenj, kot tudi priložnost, da se osnovnošolci srečajo z abstraktnim svetom politike, se v družbi počutijo slišane in morda tudi uslišane. Strokovna sodelavka organizatorja otroškega parlamenta Zveze prijateljev mladine Slovenije Petra Zega. Otroci, ki pridejo sem, si želijo sprememb in imajo tudi pobude in predloge, konkretno na temo šolski sistem. Vemo pa, da šolski sistem je, kako bi rekla, kar rigiden in se zelo težko in počasi spreminja. Kako bo bodoče, bomo videli, želimo pa seveda si, ne samo, da so otroci danes poslušani, ampak zares tudi slišani, in da morda kdo od odločevalcev si vzame kakšen njihov predlog in pove tudi, ali se bo uresničil ali ne. Kakorkoli, če tudi le za en dan, se mladi parlamentarci in parlamentarke zavedajo pomena sodelovanja v tej edinstveni obliki izražanja stališč svojih vrstnikov in jim sodelovanje na otroškem parlamentu veliko pomeni. Pozdravljeni, sem Miha Hočevar, prihajam iz osnovne šole Frana Metelka Škocen. Vemo, da ne moramo vsega spremeniti, a malo po malo pa bomo prišli do cilja. Jaz sem Katarina Krebs, obiskujem osnovno šolo Janka Glazerja Ruše. Sem pa tukaj zaradi tega, ker nekatere stvari v tem šolskem sistemu mi že od začetka niso všeč. Vselej nekaj malega hočem spremeniti. Želim, da moj glas šteje, da me res slišijo. Jaz sem pa Tija Pesek in prihajam iz osnovne šole Antona Aškerca Velenje. To, da sem pa danes tu, mi pomeni, da je to res en dokaz, da smo tudi mladi slišani in da je mogoče res možno, da že mi naredimo kakšno spremembo v našem šolskem sistemu. Jaz sem Jure Kolar, prihajam iz osnovne šole Miklavša Dravske polje v okolici Maribora. Veliko mi pomeni, da sem lahko danes bil tu. Občudujem to, da so me na regijskem parlamentu zbrali in predvsem, da so mi v šoli zaupali kot predstavnika naše šole na parlamentu. Sem Sara Hrastar iz osnovne šole Zadobrova in predstavljam osrednjo slovensko regijo. V bistvu danes smo tukaj se zbrali mladi, da bi se naš glas slišal, da bi se slišal po celi Sloveniji in po vseh šolah. Iščemo rešitve in se mi zdi zelo pomembno, da to povemo, zato ker marsikdaj otroci nismo dovolj slišani.